pa je vseeno prav, se mi zdi, no, da osvežimo malce spomin, kaj se je dogajalo za to vašo zgodbo glede slavne ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki seveda ni šlo za dopolnitev, ampak samo preoblikovanje v nov obvezen zdravstveni davek vsem našim državljankam in državljanom. Zdaj, potrebno je povedati, da ste že vi tam meseca maja, junija leta 2022, torej pred 4 leti, sklenili vsebino koalicijskega sporazuma, kjer ste to navedli kot prioriteto in cilje, torej da boste do konca leta, jaz zdaj berem vsebino vašega koalicijskega sporazuma, torej da boste do konca leta 2024 pripravili celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glejte, imeli ste 4 leta vlade, spoštovana kolegica, bili ste v tej vladi, bili ste del te vlade, vaš kolega Luka Mesec je bil celo podpredsednik vlade, pa v teh 4 letih očitno niste bili sposobni tega realizirati. Sedaj vi govorite o nekakšni hitrosti, ki naj bi izvajali poslanke in poslanci trenutnega mandata, niste pa sami sposobni niti toliko, da bi v teh par členih, ki jih imate, popravili vsaj tiste grobe vsebinske zadeve, ki bi jih morali.